Sedaj se pa premikamo iz Petovione v Neviodunum, še k zadnjemu predavanju današnjega dne. Katarina Šmid, docent dr. Katarina Šmid uči umetnost, antično, predvsem rimsko umetnost na Primorski fakulteti na oddelku za arheologijo in dediščino in nam bo danes predstavila eno upodobitev, ki so jo odkrili v eni izmed grobnic v Neviodunu. Najlepša hvala za predstavitev. To je v grobnici iz 2. stoletja, ki se nahaja na zahodni in tudi največji nekropol Nevioduna, Cesti proti Emoni, je leta 1884 stojnoslovec Jernej Peček naletel na figuralno stensko poslikavo. Žal se ta v izvorni fizični obliki ni ohranila in od danes o njej pričajo le notice z opisi ter predvsem model grobnice opreme z akvareli, ki jih je napravil naditeljev sin. Med izkopavanji te nekropole v 80. letih 19. stoletja je sicer bilo odkritih še več zidanih grobov, ampak kateri so nekateri tudi bili ukrašeni z naslikanim enostavnejšim ornamentalnim okrasom, a so se tudi te ohranile le v risbah oziroma obtisih. Barvna skala vsebuje rdečo, temno sivo, zeleno in rumeno oziroma okrasto barvo. Prizori so dokaj ploskoviti, brez kakršnekoli težnje po prostoru, tudi same drže so nenaravno, nekaj kaže na nizko obrtniško kvaliteto izdelave, čeprav bi pri tem veljalo opozoriti tudi na možnost, da so prvotne, torej originalne slike morda bile boljše, jih avtor akvarelov bodisi zaradi neveščosti, bodisi zgolj že zaradi v osnovi skicoznega načina slikanja ni mogel ali hotel do cilja zajeti. Na vzhodni steni se nahaja prizor z vozom, ki pelje velik vesod. Voznik je s telesom zasukan proti gledalcu, glava nagiba proti volovski dvopregi. V ledini levici nad prežnjima živalima drži palico, druga roka počiva ob telesu. Na zahodni steni je voznik s pokrivalom na glavi v kvadrigi, tako biču dvignjeni desnici kot pokrivalo, kot konce galop, pa spominjamo na upodobitve dirk, kakršne so se odvijale v cirkusu. Na južni steni je upodobljena gostija oziroma konvivium, pri katerem je le 5 udeležencev, na levo 3 ženske, zatem sledita 2 moška, razporejeni so na ovalnem kavču, tako imenovan sigmaristibadium, pred njimi je trinožna miza, proti kateri prihaja služabnik z vrčem. Ta prizor je sicer sprva bil razložen kot ženitovanje, a dejansko gre za standardno upodobitev gostije kot konviviuma, kjer je stalno ista kompozicija, kjer so udeleženci zbrani po krogu. Prizor na vzhodni steni je nedvomno bil dobro znan in velikokrat viden v vsakdanjem življenju. Velik voz na sodu lahko namiguje, da na vinogradnika, tako da bi tukaj se navezala na kolegico, da mogoče ni bil samo ta edini vinogradnik, sicer nimamo epigrafske dokaze, ampak mogoče. Tako je moškega pač tudi za okolje, zaradi okolja, v katerem naj bi ta gospodarska panoga cvetela že v antiki, označil že Jernej Pečnik. Poleg vinogradnika pa bi mož lahko bil tudi utriklarius, torej tisti, ki je zadolžen za transport vina po kopnem in se verjetno ukvarja tudi s trgovanjem oziroma s distribucijo njega. Vino se je sicer sprva prevažalo že v amforah, a že od začetka 2. stoletja so za bolj oddaljeni transport, če so to dopuščali dovolj ugodni klimatski pogoji, zamenjali bolj priročni veliki sodi, kakršen je na tej omenjeni stenski sliki. In dejansko bi lahko bil predstavljen utriklarius, ki pelje vino kupcem, čeprav ti za razliko od Galije, kjer so edino tam so epigrafsko spričani v tem prostoru, kot mi je znano, ali pač kjerkoli v Sloveniji zaenkrat niso epigrafsko bili izpričani. Vsi ti prizori, ki tvorijo krase iste grobnice, so vsebinsko na prvi pogled nepovezani in kaže na avtonomni ikonografski likovni jezik, ki je povzemal bodisi v pokrajinnem kontekstu znanih tem, to sta nedvomno gostija in pa dirka z vozom, bodisi prizorov, ki so se odvijali v vsakdanjem življenju, to je pravosoda pokojnega. Zdaj, upodobitve poklicev in obrativ na grobni sferi sicer niso redke, so pa nadvse redke v našem širšem prostoru. Načeloma se pojavijo sporedno z vzpenjanjem srednjega sloja in zlasti meščanstvo, zlasti tista generacija, ki je kot prvi družini uspelo z lastnim trudom povzpeti se po družbeni lestvici, je svoj uspeh želel vekovečiti tudi z lastno podobitvijo na nagrobne spomenikov. Žal so sicer številni tovrstni spomeniki najni brez napisa,
A glede na ohranjanje patrimonij se sklepa, da približno proporcionalno gledano 70% teh pokojnikov pripada osvobojencem, postali delež pa svobodno rojenim, ki so se s opravljanjem določenega poklica oziroma oblasti dokopali do bistveno večjega premoženja kot prejšnja generacija. Da se po krajni plastiki so upodobitve pokojnikov pri ponosnem opravljanju vsakdanjega dela kot glavnega vira zaslužka, pogosteje od flavijske dobe dalje. Poprej so njihovi poklici oziroma oblasti bile nakazani le z atributi ob portretih, samo delo pa nastopalo le redko, recimo atribut, kot je bil na kolegice Ane Kovačič, na primer, prikazan na nagrobniku. Tekom cesarstva so tovrstne upodobitve bile čedalje pogostejše, kar tudi sovpadalo s spremembo mentalitete, ki se v nagrobni umetnosti kazala skozi vedno večji poudarek na zasebnem življenju. Na splošno so upodobitve poklicev sicer nastopale redkeje v prestolnici, to je v Rimu, kot pa v provincah, kjer se jih je posebej veliko ohranilo v severozahodnih galskih provincah in so bile velikokrat povečane v večji cikel izsekov iz življenja pokojnika, medtem ko so panoni pa tudi v Nojku bile pa izjema kot pa pravilo. Zlasti na galsko-rimskih nagrobnih spomenikih je često dokumentirano življenje pokojnika, ki je predstavljeno z več vidikov, in sicer je podoba opravljanja določenega poklica nemalokrat postavljena ob kosti v družinskem krogu, tako tudi razvidno recimo na posekavi Neviodunskega Hipogeja, pa tudi na temu spomeniku Secundinov oziroma tako imenovan Igel monument, po katerem imenu je verjetno še bolj znan. Ta se konvivojenost galskih provincev že v zgodnjem 2. stoletju razvil iz upodobitvene sheme pogrebne gostije, ki sicer bila pogostejša na vojaških stelah 1. stoletja, nato pa namesto teh skromnejših stel polagoma začela krasiti večje grobnice in ta prizor iz družinskega življenja je nemalokrat spremljal izsek iz vsakdanjega poklicnega življenja, ki je dejansko s finančnim doprinosom omogočilo to razkošno kostijo. Konvivijom se je za razliko od upodobitev pokojnik, zgolj pokojnik ali kvečjemu zakoncev na postelji oziroma kline postelji, ki naj bi poudarjala zlasti heroizacijo umrlega, razlagalo kot namik na tisto razkošno, brezskrbno vsakdanje življenje, ki prinaša upanje na srečno posmrtno življenje in obenem seveda na isto brezskrbno življenje po smrti. Upodobitve skupinske gostije si se sicer v nagrobnem kontekstu tako na slikah kot na reliefu pojavljale občasno vse od zgodnjega do srednjega cesarskega obdobja, končni vrh je bil dosežen v 3. stoletju, a so bile vendarle bistveno manj običajne od obedovalca samega ali skupaj s popogo. Tukaj velja ključno opozorilo, da se motiva navadne in pogrebne gostije med sebojno prepletata in kažeta kar nekaj soodvisnosti, recimo zlasti služabnike, ki prinašajo pijačo in jedačo, zaradi česar je v nekaterih primerih težko z gotovostjo presoditi, če bi prizor bil v osnovi mišljen kot gostija na grobu oziroma po smrtnem življenju ali kot narekovajih resnična gostija, tista najrazkošnejša gostija s pokojnikovega življenja. Odločitev za upodobitev določenega segmenta iz vsakdanjika bi lahko temeljila na dejstvu, da je bil pokojnik po poklicu bodisi vinogradnik, bodisi utriklarius ali pa morda celo lastnik vinograda. Sicer potrebno poudariti, da je prav pri upodobitvah prizorov z vprego nujna dobršna mera previdnosti pri interpretaciji, ker te na eni strani lahko predstavljajo ilustracijo poklica, na drugi strani pa, kako je razvidno z več primerkov severne Italije, znotraj sepulkralnega konteksta ne gre izključiti razlage kot cursus vitae oziroma toka življenja. Glede na dejstvo, da na Neviodunskem primerku gre za volovsko in ne konjsko prejo, kakršna je običajna, a nikako ne izključna pri cursus vitae, in da je konjska prega prisotna na drugi sliki iste grobnice, kjer se zdi taka simbolna razlaga bolj logična, sem mnenja, da tukaj sicer gre za prikaz iz vsakdanjika. Upodobitve poklicev oziroma obrti kot glavnega vira zaslužka pokojnikov so sicer veliko pogosteje spričane na reliefih, ampak seveda treba imeti pred očmi preprosto dejstvo, da se tudi sicer ohranilo neprimerno večje število nagrobne plastike, kakor stenskega slikarstva, pri čemer ohranjeni patrimonij obsega pretežno posekavo stanovanjskih hiš. Prizori vsakdanjika kot okaz stavb glede na patrimonij le redko nastopajo in takrat so bolj kot ne schematično skicirani, najdemo jih le na poslovnih poslopjih, tavernah, termopolija, nikako pa ne v stanovanjih, zasebnih stanovanjih.
Nekaj redkih ohranjenih primerkov pa dokazuje, da se slike različnih obrti oziroma poklicev nahajajo tudi v sepokalnih kontekstu, kjer so nagrobnice bile domnevno skladno z upodobitvami na poslovnih prostorih, najprej zastopane na počeljih, od 2. stoletja dalje pa so se preselile potem še v notranjščino. Ena ta redkih ohranjenih primerkov prihaja iz Ostrije in sega v prvo polovico 3. stoletja. Na tej stenski sliki je prizor tovorne ladje, kjer sužnji pod nadzorom lastnika Skantija natovajo žito. Sledimo pa le delno ohranjeni prizor, ki pa enako kot na nevjodunski grobnici kaže slabše ohranjeno gostijo, kjer so udeleženci tudi zaznamovani z napisi, in to je še dodaten dokaz, da so prizori gostije in pa prizori navadnega vsakdanjega poklicnega življenja recimo bili relativno pogosto očitno opodobljeni drug zraven drugega. Da pa morda niso bili taka redkost, namiguje tudi poslikane notranje stene apnenčastega sarkofaga iz Kerča v antičnem mestu Pantikapajum na Krimskem polotoku iz konca 1. oziroma začetka 2. stoletja, kjer poleg nekaterih prizorov ki so religiozne vsebine, ki so vedno povezane s pogrebnimi oziroma kultnimi rituali, med katerimi sicer zopet najdemo morda pogrebno gostijo, so tudi upodobitve iz vsakdanjega življenja. Lik slikarja med slikanjem pa verjetno sporoča poklic pokojnega. Če pogledamo še zadnji prizor nevjoduncega Hipogeja, je na njem podobljen mladenič v kvadrigi v galopu, kakor nas prepričuje dvignjen sprednji parno konjske četvere vprege. Ta prizor lahko prej kot izsek iz dirk v cirkusu, o katerem v širši regiji nimamo nobenih dokazov, predstavlja apoteozo pokojnika. Podobno koncipiran prizor, le da gre za dvovprego oziroma bigo, najdemo tudi na čelni strani skupine sarkofagov iz delavnic v mestu Rim, ki segajo približno od leta 170 do 3. stoletja. Na njih predstavlja sklepni del življenjskega cikla, ki sega od kopeli novorojenca preko upodobitev branja ob smesu mus in učitelja do smrti oziroma objokovanja pokojnika v zrelih letih, pa vse do končne apoteoze, ki je tokrat metaforično prikazana z dirko v vozu. V simbolnem pomenu bi torej celoten program nevjoduncega Hipogeja lahko predstavljal življenje, prizor z volovsko vprego, smrt, prizor za gostijo, ki čaka na brezskrbno življenje po smrti, in apoteozo, prizor s kvadrigo pokojnega. Območje Krškega polja je bilo že v antiki izkoriščeno v poljedelske namene, kar pa pričajo številni ostanki podeželskih vin ostale ruralne arhitekture, ampak zaradi nestrokovno vodenih izkopavanj 19. stoletja in posledično uničenih grobnih enot je zgodovinski oris Nevjoduna težko rekonstruirati. Sodeč po novčih najdbah naj bi dosegel prvi vrh med letoma 80 in 140, znova okoli 260 in 280 in potem še okoli leta 340, ko naj bi še poznova naraslo število novčnih najdb. Zgolj na podlagi likovnih upodobitev je sicer datacijo Hipogeja težko natančno opredeliti, saj primerljivo koncipirane zasnove najdemo vse od zgodnjega cesarstva dalje, prizori vsakdanjega pa niso nikoli sledili nobenim ustaljenim ikonografskim vzorcem, ampak so vse v bistvu bili ilustracija resničnega življenja tega, kar so torej videli. Poslikava nevjodunceve grobnice pa dokazuje, da so tukaj živeli ljudje, ki so s ponosom opravili svoje delo, si s tem bržkone dvignili družbeni status, obenem pa so tudi dobro poznali rimske kulturne konvencije, saj lastnik tako podobi svojega vsakdanjika svoje posmrtno prebivališče okrasil z upodobitvijo gostije, kakršno je često sprejema podobitve opravljene poklice obrti na splošno na nagrobnih spomenikih v provincah Rimskega cesarstva in pa s prizorom dirke na kvadrigi, ki je bil v prenesenem pomenu, to je lahko predstavljala pot v nebo oziroma osebno apoteozo umrlega. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, Katarina.